Čas je za našega obalnega korespondenta Marka Žerjala. Gospod Žerjal, dobrošli. En lep aplavz za... Gospod Žerjal, novo frizuro imate? Ste dobili vlogo v kakšnem filmu z nemškega paznika? No, mislim, tako je... A mi ne paše, resno? Ne paše vam, ampak je tak brutalen moški... Brutalna pričeska je, no? Nekaj me res skrbi. En fan mi je napisal v komentarje: Marko, kaj je tvoj frizer po poklicu? Češ, da ni frizer po poklicu namreč, ne, če kdo ni ujel. Gospod Žerjal, dajte mi povedati, a ste prinesli danes tudi kakšna darila iz kakšne oddaljene dežele, da bomo spet kaj provali? Gospod Godler, ne. Tokrat se z darili nisem ukvarjal jaz sam, ampak naša vlada. Ja. Ki se je odločila uvesti obvezno božičnico za vse zaposlene in to še letos. A lahko prosim en aplavz? Ja, če se tako je rekla. Ker darila za božič dobijo običajno samo tisti, ki so bili čez leto pridni, ampak naša vlada je rekla ne, to ni pravično, letos hočemo nekaj, kar bo vključevalo tudi nas. In tako imamo sedaj božičnico za vse, ker jaz preprosto ne morem verjeti, kako so dobrosrčni naši oblastniki, kaj ni res. Tako se potrudijo za nas, da jim ni težko niti nam podarjati tuj denar. To je res. No, pri zasebnih podjetjih gre res za tuj denar, ne, ampak a ne bo božičnice izplačevali tudi v javnem sektorju? Se pravi, da vlada tukaj podarja svoj denar? Ja, je res. Tudi javne uslužbence bodo nagradili z denarjem, ki so nam ga ostalim pobrali, tako da imate prav. V bistvu me zanima, kako bojo pokrili ta priračunski primanjkljaj zaradi božičnic v javnem sektorju. Mogoče z višjimi davki na delo? To je bilo ful dobro, kaj ne? Si mislite, gospod Godler? Ja. Da bi na koncu vsi zaposleni v zasebnem sektorju morali preko davkov vračati to božičnico nazaj? Da bo imela država za izplačati javnim zaposlenim. To je naravnost čudovita ideja. Veste kaj? Jaz predlagam, da naredimo še več stvari obveznih po novem. V restavraciji obvezna napitnina. Kaj ne? Namesto, da vi plačate račun, ko pride, preprosto kelner vzame vašo denarnico in se sam odloči, koliko mu pripada. Ali pa obvezna dobrodelnost, to je bilo tudi lepo. Ja. Zdaj, ko bo kakšna akcija za zbiranje denarja, ne rabite več vi pošiljati SMS-ov na 1919, ampak vam oni sami pošljajo SMS, hvala za donacijo. Avtomatsko. In seveda, in najbolj pomembno od vsega, obvezen seks na tretjem zmenku. Drage dame, dovolj je bilo tega, nisem še pripravljena. Ne, tu imaš vladni odok s pripletim lubrikantom, pa se pripravi, jaz bom počakal na zadnjih zicih. Ok, gospod Žerjal, v vašem tonu je zaznat, ne bom rekel takole zaznat, v bistvu se cedi sarkazma, ne? Zdaj, a smem vprašati, kako to? A se vam zdi, da bi lahko nov predlog obvezne božičnice, ki je bila izplačana že letos, kako negativno vplival na slovensko gospodarstvo? Ne, gospod Godler, kje pa? Veste, kaj imajo vsa podjetja najrajši proti koncu leta? Nenadne stroške presenečenja. Ja, To jim je nekaj najljubšega sploh, ko se naredijo poslovni plan, kako bojo prišli čez leto ravno s pozitivno nulo, oziroma mogoče celo kakšnim dobičkom, ki so ga že načrtovali investirati v prihodnji razvoj in bum! Nov nepričakovani izdatek, ravno ko se spogledujemo z recesijo. To jim bo zagotovo polepšalo praznike. Pravzaprav ne razumem, zakaj je vlada s tem ukrepom tako dolgo odlašala. Zakaj ga ni uvedla takoj na začetku, ampak ga je pustila za sedaj, ko se jim mandat izteka? to je res. Ja. Vse najboljše ideje vedno padejo na koncu, ni to zanimivo? Vsi postanemo najbolj gospodarni in odgovorni ravno, ko obstaja možnost, da bojo funkcijo predali dalje. To je... Čeprav po drugi strani, saj jaz počnem enako z avti, sem opazil. Ko so novi, mi je za njih popolnoma vseeno. Parkiram jih kjerkoli, vozim jih po največjih luknjah, noč se usedem kar z blatnimi oblekami, redne servise gladko ignoriram, tankam jih z rabljenim oljem za cvrtje. Vidim, da nisem edini, drugače je. In komaj, ko gre avto že malo proti koncu in vem, da ga več ne bom dolgo vozil, komaj takrat postanem skrben z njim, začnem ga redno sesati in čistiti, redno ga servisiram, ga dam pokrit s folijo, parkiram samo še v garažo, pokrito in tankam izključno dražje gorivo. Tako da
sem prepričan, da bo tudi ta vladni predlog bil narejen izključno z dolgoročnim dobrobitjem gospodarstva v mislih. Dobro, gospod Žirel, jaz si ne morem pomagati, še zmeraj je sarkazma v vaših besedah, v vašem tonu, to je še zmeraj prisoten sarkazem. Tako da, a res ne vidite nobene možne negativne posledice za ta predlog? Kaj pa podjetje, ki posluje na robu preživetja in jih lahko obvezna božičnica pahne v stečaj? To bilo ziher slabo, tako za podjetje, kot za zaposlene. Ja, gospod Godler, bomo pa uvedli božičnico še za brezposlene. Vse se da reči, če se hoče. Tudi jaz, ki sem samozaposlen, sem že začel prakticirati obvezno božičnico, tako da sem zadnjič šel na Furs in pred njimi predstavil 600 evrov iz levega žepa v desnega. To je to, preprosto morate razumeti, kako pomemben praznik je Božič za našo vlado. To je tako pomemben praznik, da čeprav je verski praznik, hočejo narediti njegovo praznovanje obvezno. A ni to lepo? Tudi ljudje, ki so kakšne druge veroizpovedi ali pa niso verni, bojo sedaj morali sodelovati pri tem krščanskem prazniku. To prav pogreje me pri srcu. Ej, ti, ki furaš neko to halal mesnico, Božič je ti ga mat krivoverska, kje so pare? Mislim, kako drugače bi pa lahko poskrbeli, da imajo ljudje več denarja na koncu leta? Kaj, da bi DDV znižali nazaj na 20%, ko je bil pred začasnim kriznim dvigom? Dejte no, gospod Godler, lepo prosim. Zakaj pa ne? Ja, ker to ni tako enostavno, ker potem je treba na koncu leta usklajevati proračun, pa iskati reze, pa skušati zmanjšati porabo, prilagajati vse možne načrte. To je ful enega dela in sekiranja, ki vlada, namesto da ga rajši naredi sama, ga prelevi na zasebnike. In ko jih jebe. Ja, okej, gospod Žirel, najlepša hvala. Neizpodbiten kot vedno. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.